Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci v tem čudovitem ambientu. Danes bomo govorili o lacrossu in sicer v dveh delih. Najprej nas čaka, kako bi rekel, en tak teoretični uvod. Tukaj imam čudovito družbo. Z mano sta Gaja in Aleš. Aleš je tule, Gaja je tule. Gaja je generalna sekretarka Lacrosse zveze Slovenije, Aleš pa prav tako tam in sicer v funkciji člana izvršnega odbora. To se pravi, ljudje, ki veliko vejo o tem športu. In za začetek mogoče Gaja povej, odkot pravzaprav izvira ta šport in kako je z imenom, če veš, iz kje je išlo. Začetki lacrossa so v bistvu pri Indijancih oziroma ameriških staroselcih. Ameriških staroselcih, ja, hvala. Kjer so v bistvu različne zgodbe so o tem, iz kje izhaja. Zdaj, ker eni pravijo, da so imeli zato, da so reševali medplemenske spore, medtem ko na malo manj nasilen način, medtem ko drugi pravijo, da so imeli zato, da je bil tako kot rite of passage. Način odraščanja, potrditev. Ime? Ime je pa, ko so prišli čez lužo Evropejci. Ko so prišli Evropejci čez lužo, so videli to igro in je ta oblika lacrosse palce, ki je dosti podobna škofovski palci, so pol temu rekli lacrosse, ker pač gleda kot palca, torej v francoščini škofovska palca. Ta fora. Super. To se pravi, še vedno verjetno šport, ki je najbolj priljubljen na tistem področju, kjer se je vse začelo, ali niti ne? Tako je, pač lacrosse je res pomemben šport v Severni Ameriki, predvsem Kanada in torej Združene države Amerike. Je pomemben se reče college šport, torej šport univerz. Hkrati pa je tudi nacionalni poletni šport v Kanadi, približno od leta 1850. Vlak imamo tudi tukaj, ne? Ja, res je. Se pravi, ostala sva pri nacionalnem športu v Kanadi oziroma poletni. Tako, torej njihov poletni nacionalni šport je torej lacrosse in zimski je hokej. Torej pač lacrosse ima res veliko zgodovino na tistem področju. Hkrati pa zdaj z razvojem, predvsem v zadnjih 50 letih po Evropi, Afrika, praktično vse celine sveta, trenutno je pridruženih 70 držav članic v Svetovni lacrosse zvezi. Super. To je tudi moje naslednje povezano vprašanje. Zdaj verjetno je šport, lacrosse, bolj prepoznan v tujini kot recimo v Sloveniji. Zdaj že Aleš je omenil par recimo reprezentanc oziroma držav, ki nekako so v spredju. Katere bi bile recimo še druge države, ki so tako v vrhu lacrossa po svetu? Jaz mislim, da v bistvu pri lacrossu je to edinstveno, ker je edini šport, v katerem imajo staroselci Iroquoisi svojo reprezentanco. Se pravi, da v bistvu je edini šport, kjer nastopajo kot nacija in ne kot Američani, ne kot ZDA. Drugače pa ja, veliki so ZDA, Kanada, Iroquoisi, pol pa še v bistvu večinoma te angleško govoreče države. Se pravi, recimo Anglija, verjetno v Evropi najbolj. Anglija, Avstralija je tudi dol na jugu, ampak v Evropi je pol še Nemčija, pa skandinavske države, ker dosti je povezan to hokej pa lacrosse, tako kot je Aleš omenil. Podobno kot hokej na travi, ne bi mogoče izgledala za nekega neukega gledalca. Ja, lahko v bistvu, ja. Jaz če komu razlagam, rečem hokej po zraku. Hokej po zraku, odlično. Še eno povezano vprašanje, a je to pravzaprav olimpijski šport? Ga lahko na olimpijskih igrah gledamo že, ali kako je s tem? Ne še. V bistvu je zdaj še prilagajajo pravila, zato da bojo ustrezala tem olimpijskim standardom, ampak mislim pa, da bo čez 8 let. Ja, najverjetneje bo lacrosse del olimpijskih iger čez 7 let, torej leta 2028 na olimpijskih igrah v Los Angelesu.
Super, ja. To me je pravzaprav zanimalo. Zdaj pa gremo v Slovenijo. Če lahko še dodam, no, je pa bil že olimpijski šport in sicer leta 1904 in 1908. Takrat je bil lacrosse del pač predstavitveni del olimpijskih iger, ampak takrat mislim, da so samo 3 nacije ga igrale. No. Tako da zdaj pa res računamo, da ko bo spet olimpijski šport, da bo to malo bolj razširjeno. Res tak, ja, in velik korak za ta šport. In ali se lahko nadejamo, da se bo tudi Slovenija znašla nekje med državami, ki se bodo na olimpijskih igrah potegovale za prestižni naslov? Zanima me, koliko klubov je na primer v Sloveniji, ki se s tem ukvarja, kako je z razširjenostjo tega športa pri nas? Trenutno obstajajo v Sloveniji 3 klubi, vsi so v Ljubljani. 2 kluba se ukvarjata z moškim lacrossom, en pa z ženskim lacrossom, ker se igra v bistvu kar razlikuje. Ne moramo igrati moški proti ženskam. Ja, absolutno. Kako se je, če mogoče kdo od vaju ve, kako se je vse skupaj začelo z lacrossom pri nas v Sloveniji? Mogoče? Ja, lacrosse je v Slovenijo pripeljal, mislim, da je bilo leta 2006, Steve Fish. Kdo je to? Valižan, ki je tukaj delal. In on je v bistvu prvi, ki je privabil ljudi, da sprobajo ta šport. Hkrati je imel dobre povezave z Američani, recimo iz Aviano NATO baze v Italiji. In je potem pritegnil tudi te Američane, da pridejo sem igrati. Potem se je pa šport pač razširil tukaj, predvsem bi rekel po Ljubljani. No. Tako da ja, to so začetki. Super. Nahajamo se na, kako smo rekli, igrišču Ilirija, tukaj le za nami, kot lahko vidite. Nekaj komarjev imamo tudi, ne več. Zanima me, kje pa sicer potekajo treningi, kakšno igrišče potrebujemo za lacrosse, se to lahko izvaja pravzaprav na kakršnemkoli travniku? Obstaja v bistvu 2 uradni različici lacrossa. Ena je tista, ki je najbolj razširjena v Kanadi, je v bistvu box lacrosse, kjer Kanadčani v bistvu izkoristijo, poleti izkoristijo te hokejske rinke in v njih igrajo. Ampak veliko bolj razširjen je pa field lacrosse, oziroma zdaj tudi Olympic rules, kjer se igra na travniku. Ja, se pravi, več ali manj ravna podlaga, približno v velikosti nogometnega igrišča. Verjetno pa potrebujemo tudi posebne črte in označbe na igrišču. Tako je, ena pomembnih razlik je, da imamo mogoče tako kot pri hokeju, pa tudi konec koncev pri nogometu, pri rokometu je tudi tukaj zelo pomemben vratarjev prostor. In to je nekako sveti prostor, kamor nihče ne vstopa. In tudi sam kot golman lahko potrdim, da je zelo fajn stati tam notri. Je pač premera 6 metrov in okrog gola v bistvu nekako krog, no, kamor pač igralci ne smejo vstopati. Tako, zdaj na našem treningu tega še nimamo, mogoče v nadaljevanju. A postavljate tudi na treningih črte? Preveč dela se mi zdi, sploh pa igrišče ni samo za našo uporabo in bi bilo drugim mogoče v napoto. Ja. Dobro, ja, povej. Si pa pomagamo stožci, seveda, za tisto, kar je najbolj pomembno. Tako. Da veste, dokam lahko še grobo posežete, dokam pa ne. A je lacrosse grob šport? Jaz bi rekel, da je grob, kontakten šport, ampak hkrati vseeno zelo lep šport. Zelo velike ene dinamike, je agresiven, ampak agresiven je tudi hokej. Pa tisti, ki spremljajo hokej ali ki spremljajo rokomet, tudi košarka zna biti zelo na trenutke agresivna, ampak je grob, ampak hkrati... Ampak je to kontaktni šport? Ja, kontaktni šport. Torej, bi rekel, pravila malo spominjajo predvsem na hokejska, kar se tiče kontakta, torej kontakt palico na palico, potem, da ni naletov neprimernih od zadaj, recimo na hrbet, da se ne tolče po čeladi igralcev, ker je to zelo nevarno in lahko pride do hudih poškodb potem. Tako. Se strinjaš? Ja, Aleš je v bistvu zdaj opisal moški lacrosse, medtem pa ženski lacrosse se je začel leta 1800, ko so spet
Evropejci ga pripeljali nazaj iz Amerike. In seveda leta 1800 smo bile ženske veliko bolj damske in je veliko bolj prilagojen, bom temu rekla, ker pravila niso tako podobna hokejskim, kot pa v bistvu, kar se tiče kontakta, vsaj bolj košarki. Seveda je še zmeraj malo nenežno, ampak imamo tudi manj zaščite, tako da v bistvu prej dobimo modrice skoraj kot fantje. Ja, Aleš, tako je. Kakšno je torej zanimanje za lacrosse v Sloveniji? Recimo, koliko ljudi se s tem ukvarja in na kakšen način se sploh lahko človek tukaj s tem športom ukvarja? A je to lahko samo stvar, kako bi rekel, rekreativnega udejstvovanja ali se lahko združuje tudi na kakšnekoli drugačne načine? Ja, torej jaz bi rekel, trenutno imamo približno 40 aktivnih članov. Od mladih, tam mislim, da najmlajši član je trenutno star 12-13 let, pa tudi potem do čez 40 fantje in punce igrajo, torej oba spola imamo pač treninge. Torej ja, treningi pa seveda, mislim, v ospredju je to pač predvsem nek zdrav življenjski slog, to zelo spodbujamo, ampak hkrati se pa želimo preko športa in teh vrednot športa povezati. Ne vem, se tudi kdaj podružimo, gremo kdaj na kakšno pijačo po treningu, ampak hkrati pa želimo ohraniti to tekmovalnost, no? In zato se tudi udeležujemo raznih turnirjev po Evropi, predvsem v bližini Slovenije, kdaj pa gremo tudi kam dlje, no? Zato da izkusimo ta tekmovalni naboj. In ena prednost evropskega lacrossa je res ta, da kamorkoli prideš, se počutiš zmeraj zelo dobrodošlega. V ospredju je to druženje, res smo kot ena velika družina, ker vemo, da samo skupaj bomo ta šport res dvignili na neko višjo raven. Super, mogoče za Gajo še vprašanje. Ti si, kako smo rekli, generalna sekretarka Lacrosse zveze Slovenije. Kakšna je vloga zveze recimo v Sloveniji in slovenskem športu? Naš cilj je v bistvu razširiti ta šport, tako da delamo na tem, da organiziramo prvo državno prvenstvo. Drugače pa, ja, naš cilj je dolgoročen, da dobimo čim več igralcev, pa da bo čim več klubov v različnih mestih, da ne bo samo Ljubljana, da se razširimo še v kakšna druga mesta. Super. Imaš še ti kaj za dodati na tej točki? Ne, v tej točki bi samo rekel, lacrosse je super šport. Jaz sem ga igral že v več kot 10 državah in moram reči, da sem res ustvaril veliko doživljenjskih prijateljstev. To je mogoče največja vrednost tega vsega. Ja, sliši se že tako. Koliko ekip bo tekmovalo na državnem prvenstvu? Na državnem prvenstvu boste v bistvu nastopili samo 2 ekipi, ampak glih zato, ker nočemo, da je tak majhen dogodek, to smo se odločili, da bomo obenem vzporedno organizirali tudi turnir, na katerega smo pa povabili še 4 druge države, se pravi, da ne, 3 druge države, se opravičujem. Tako da v bistvu bo na temu turnirju nastopilo 5 ekip. Super. Aleš in Gaja, hitro teče čas. Gremo torej k našim oglasom, potem pa se zopet vrnemo in obljubljamo, da pokažemo od blizu, kako je z lacrosse opremo. Torej oglasi, potem se pa zopet vrnemo. Pozdravljeni zopet nazaj. Nahajamo se seveda tukaj v čudovitem parku oziroma igrišču Ilirija, smo rekli. Govorimo pa o lacrossu, o športu, ki ga morda poznate, morda ne, zagotovo ga boste pa danes poznali. Z mano sta Aleš in Gaja. Sicer iz nasprotnih klubov, pa vendarle oprema tudi ne povsem ista, ne za ženske kot za moške. Ja, malo se razlikuje, ker tako, kot sem prej omenila, se igre razlikujejo in v bistvu, ker je naša igra malo bolj nežna, imamo tudi malo manj zaščite. Pri kom bomo začeli? Jaz bi dal damam prednost. Velja, pa greva s tabo. To se pravi, če gremo od glave proti petam, kaj lahko najdemo pri lacrossistkinji, kako se reče? V bistvu tudi izraza nismo še točno določili, bom temu rekla, ampak igralke lacrossa. Ja, igralke nosijo v bistvu neka zaščitna očala, ki sem jih danes nažalost pozabila, tako da vam jih ne morem pokazati.
V bistvu namen očal je, da če dobiš kakšno žogco v obraz, da ti zaščitijo predvsem ličenco. A ne? Kakšne žogice imamo pravzaprav, če že o tem govorimo? Žogica je taka kar velika, gumijasta. Težka. Meni se zdi, kot ogromna skokica, tako da če jo dobiš v glavo, ni lih prijetno. Pol imamo za zaščito ščitnik za zobe, kar sam po sebi pove, kaj v bistvu naredi. Pa čelado, ne? Ne, pri to ima ženskem samo mož? lakrosu ni čelade. Samo golmanke. Ja, samo golmanke imajo zaščito, ker pač golmanke so tarča skoraj. Ne? Medtem pa pravila v bistvu prepovedujejo, da streljaš na gol, če je vmes nasprotnica oziroma kdorkola. Ne? Se pravi, da v bistvu uradno ne rabimo čelade. No? Ampak potrebujete pa tole, naprimer, ne? To je ščitnik za... Predvidevam, da je to ščitnik za prsi. To je tudi moški ščitnik? Tudi to je moško, ja. No, potem pa greva še mogoče zaključiti z vašo opremo, kje se konča. Drugače, kakšne nosijo še rokavice, za vsak slučaj, če dobijo kaj po prstih, ampak najbolj pomembna je pa seveda lacrosse palca. To boste tudi kasneje opazili, se malo razlikuje od moške palce, ker je ta žepek, v katerega gre žoga, malo bolj plitu. Kar pa sledi iz tega, da smo manj nasilne in da lahko hitreje izgubimo žogico, da ne bo toliko nasilja. Ja, pa vi nasilneži imate pa globoke luknje. Ja, mi imamo pa tole palco, ki pa takoj se lahko vidi, mogoče, če kar mi klale žogco podaš, a naj vidimo, kako je tale pocket, no, se reče po angleško, oziroma žepek. Ja, je bolj globok, ne. Tako da, ja. Ja, res je. Se pravi, kako je z obutvijo pri ženskah? Obutev je, kar obujaš za na nogometno igrišče, se pravi nogometne čevlje. Kopačke, naprimer. Kopačke, ja, nisem bila sigurna, če je slovenski izraz, pa sem se zadržala. No, pa se verjetno nogometni čevlji je bolj ustrezen. Mogoče, ja. Se pravi, človek je takole oblečen kot jaz in če bi želel igrati v ženski kategoriji, bi potreboval lopar, ščitnik za zobe in sem pripravljen. Lopar ali ne, je pa palica. Palica! Joj! Pardon. Dobro, vrneva se nazaj k tebi, Gaja, prav kmalu. Zdaj pa mogoče Aleš, v čem se pa moški del razlikuje? Zdaj slišali smo, da je bolj agresiven, pretepete se ravno ne, je pa bistveno več kontakta. To ne. Ja, bistveno več kontakta je, tako da mogoče, če zdaj palco odložim, no, torej, če si predstavljamo, ne, ti pač človeka nekako s to palico lahko nekako ga ne tepeš, ampak mu probaš žogico izbiti, ne, in to počneš na različne načine, tako da imaš takole recimo roke skupaj, pa ga rineš ven, ne. Take stvari, podobno kot pri hokeju. No, vsem, ki pač poznate hokej, približno veste, kako to izgleda. Ta palica je kaj, aluminijasta? Ja, aluminij, oziroma potem so še drugi kompoziti. No, kakšne zadeve potem malo materialne. To je spet, tako kot pri vsaki stvari, več kot vložiš, boljšo opremo boš imel. Verjetno je spet karbonska palica najboljša, tako kot posod. Karbonska, oziroma potem tudi iz raznih skandi, ne vem kakšnih še zlitin, tako da ja, mogoče gre preko mojega kemijskega znanja. No. Ampak če se vrneva pa k sami opremi, bi pa jaz rekel takole, no, najpomembnejša seveda čelada. Zdaj, jaz sem golman, tako da imam čelado in hkrati še tale ščitnik za vrat, zato ker žogica leti tam do približno 150 km/h. To je eden izmed najhitrejših športov v smislu, kako hitro leti žogica. Mislim, da so zmerali tudi nad 180 km/h že strel. Mi imamo kle radar, pa se v prostem času malo hicamo. Se opravičujem za to. V Sloveniji še ni bilo do 180, ni problema. Ampak to je klasično vprašanje, koliko gre na uro, to zanima. Je pa rekord, ja, tam. Tako kot je Gaja rekla, preko 180. In zato seveda potrebuješ zaščitno opremo. Ja, to. Torej, če začnejo pri čeladi, seveda čelada mora biti vzdržljiva, tudi po mojem eden najdražjih delov opreme. Potem, če nadaljujeva pri rokavice, so zelo pomembne. Torej, pač podložene za to, da ščitijo igralca, če dobi po prstih, da se ne zlomi in to ne. Čelada je v bistvu podobna kot hokejska, ne? Kakšna je recimo razlika?
Ja, zelo podobno, s tem, da kot lahko vidimo, Klela je mogoče malo pri vratu še podaljšana, tudi za pač ostale igralce, ne samo za golmana, ampak se pravi, tam ima pa še dodatno zaščito, pa mogoče so te potem luknje majčkeno drugačne. Ampak zgleda zelo varna, Ja, tako da se ne zelo- bojiš, ko si v tako. golu. Ne, sem se navadil, bom rekel. Ja. Super. No, kaj imamo potem še naprej? Potem, če nadaljujeva, ja, tukaj so komolčniki, seveda en zelo pomemben del opreme. Mogoče preopremljeno, zdaj, ker glih govorimo, en pomemben del je, pač, kot vidimo, zelo podobna spet kot hokej. Se ne želimo pač reči, da smo isti kot hokej, ker nismo. Ne. To je vseeno čist drug šport, je vseeno taktika drugačna, ampak so pač podobnosti. Pomembna stvar pri tem je mogoče reči, da pri hokeju je vseeno oprema še malo bolj robustna. Pri lacrossu moraš biti pa vseeno zelo agilen, zato ker pri hokeju večino časa imaš palico v tem položaju. Ne. Pri lacrossu pa ti podajaš v bistvu tako. Ne. In če ti nimaš gibljive opreme, ne boš mogel nekako agilno in hitro in igrati dinamično, kot bi želel. No. Tako da to potem... A je res to, kar govori Aleš? Ne vem, jaz ne rabim ščitnikov. V redu, če nadaljujeva, potem so tukaj, to je spet golmanski ščitnik za prsa, oziroma za ta sprednji del, ki pač varuje organe in preprečuje kakšen zlom reber. Kot vidimo, tole je zelo trdo. Potem še tukaj ob strani podloženo dodatno. Tamle spredaj imamo pa potem tazga, kot ga imajo igralci, pa vidimo, da je mogoče klele malo bolj na ramah. Če pride do kakšnega nekontroliranega udarca po ramah, to, da se glih ne zlomi ključnica iz prve. Tako, pa isto spredaj, no, ta zaščita je precej pomembna, predvsem tudi lahko pride do kakšnega, zelo redko, ampak se je tudi že zgodilo tudi v profesionalnih ligah do srčnega zastoja, ker recimo pride branilec in se brani pred se nastavi pred žogico, recimo če zamudi v obrambi ali kaj, pač lahko pride do tega, da dobi to žogico in mora potem biti varno. Posebej ne, če nima pravilne zaščitne opreme. Tako. Tako da to, potem pa za moške seveda še ključni del opreme. Veliko vozil imamo tukaj, na današnjem treningu. Ja, za nas je to kar normalno, glede da smo blizu kliničnega in pa čist zraven železnice. Tako da smo se navadili, da med treningom, če nekdo razlaga, imamo minuto pauze za vlak. Super. Pa še petek je, bom tako rekel. Takrat je več helikopterjev in vlakov. Okay, to so pa zdaj že skoraj da pri zadnjem delu opreme. Pri zadnjem delu opreme je pa potem tale ščitnik za mednože, seveda ključen del opreme pri igralcu moškega lacrossa. Tako da brez tega fantje ne grejo na igrišče, dajmo tako reči. Verjamem, pa ne samo golman, ali kako? Ja, vsi igralci, tako. Zdaj pa spet nazaj k tebi, Gaja. Tle ste pa najbrž, ne pa vsem enaki, pa vendarle so tudi poškodbe pri ženskem delu, verjetno. Kaj bi bile tiste neke najpogostejše poškodbe, ki se zgodijo pri športu? Mislim, da tako kot v bistvu pri vsakem športu, se pravi, da če se ne ugrejaš dobro, kakšne nategnjene mišice ali pa kaj takega, daj dobiš kakšno modrico od odrivanja, od žogice. Ampak po mojih izkušnjah ni bilo še do zdaj ničesar hudega. Tragičnega. Prej vas je Aleš malo prestrašil z unimi srčnimi zastoji, pa je to? Ja, Aleš me je kar prestrašil. Aleš, kako bi pa recimo midva zaključila zgodbo, kakšne bi bile recimo po tvojem znanju ali pa izkušnjah recimo na moškem delu lacrossa najpogostejše poškodbe? Jaz bi rekel, po mojem najpogostejše so kakšen zvin gležnja in kaj takega, zato ker lacrosse je vseeno veliko je teh preigravanj, ti pač moraš priti mimo igralca, veliko je teh gibanj lateralno in ja, pač kakšne take zadeve. Pa potem, če gremo po jakosti naprej, torej zvin gležnja tudi pride potem, lahko do kakšnega zloma, vsake toliko, ampak so to res zelo, zelo redki primeri. Vseeno se mi zdi, da lacrosse je varen šport in tudi tisti, ki ga igramo, pač poskrbimo za našo fizično pripravljenost. Seveda, tako kot skoraj da pri vsakem športu.
Kakšen tip človeka pa bi recimo vidva rekla, da je primeren za lacrosse? Ne? Recimo, ko govorimo o košarki, vsi vemo, ne, ta je pa visok, ne, tale bi bil pa primeren za košarko. Kakšen človek je primeren za lacrosse? Jaz bi rekla, da v bistvu vsak, zaradi tega, ker se najde prostor za vsakega, ker imamo različne pozicije in v bistvu hitri so lahko napadalci, medtem ko malo bolj močni so pa lahko dobri branilci. Tako je, ker če ne drugega se bo zaletel vanga in ga bo odbil skoraj stran. Kaj pa golmani, Aleš? Golman tudi zelo odvisno, predvsem hitri refleksi, tako kot vsi pozicije pač v drugih športih, golmanske. Torej hiter, atletski, ne vem, višina pa spet ni pomembna, lahko si tudi malo večji, ker ponavadi tudi pravimo, mogoče so večji igralci, mogoče malo manj hitri pa to, ampak na koncu se pravimo, vse naredi trdo delo in pač veselje do tega športa. No. Pač. Ampak ja, golmani, mogoče za zaključek bi pa rekel, moraš biti pa malo norno, da greš na gol. Dokler se ne navadiš, ne, še posebno. Dajmo za konec, sicer obljubljam, ker gre za tako zanimiv šport, da bomo zagotovo o tem še govorili na naši televiziji in že kar napovedujem pravzaprav drugi del. Pa vseeno, dajmo mogoče za tiste, ki so se pa zdaj navdušili, bodi si otroci, mladinci, starši, ki bi želeli svoje otroke vpisati recimo v ta šport, kako pravzaprav začeti z lacrossom v Sloveniji? Pokličete nas, pa ste dobrodošli na treningu. Opremo vam lahko posodimo, tako da v bistvu vsi so dobrodošli. To se pravi zvezo, o tem govoriva? Zvezo. V bistvu lahko kontaktirate ali zvezo ali pa kar direkt društva. Vsi imajo spletno stran, vsi imajo Facebook stran in mislim, da tudi Instagram stran. Kako se imenuje ta vajna kluba? Lacrosse klub Olimpija. Pa ti? Ženski lacrosse klub Olimpija. Pa so pa iz istega kluba? Ja, delujemo skupaj. Ja, no, absolutno. In tole je recimo vaš glavni prostor nekako za treninge? Ja, predvsem se dobivamo tukaj. Super, zdaj le pa res, povej še za konec. Ja, bi rekel, mogoče glavna naša spletna stran je pa lacrosse.si, tole je lacrosse, tako. In potem vam tam pišejo in jih boste naprej napotili. Tako, in potem so gor vsi kontaktni podatki. Tako. Absolutno, lepo je bilo z vama klepetati. Obljubam, da naredimo še en prispevek. Do takrat pa povabimo vse gledalce in gledalke, da se seveda pridružijo temu čudovitemu športu. Če jih zanima več, torej najbolje, da pišete na naslove, ki smo vam jih pravkar posredovali. A imate kakšen pozdrav lacrossistični? 3-4 Olimpija. No, dajmo, 3-4 Olimpija. Oglasi.